Če so res ti pravniki, ki ste bili izbrani za najvplivnejše, če ste res najvplivnejši v državi in kako se ta vaš vpliv v bistvu odraža, kako ga sami dojemate? Očitno ne gre za tisti vpliv v pravem pomenu besede, ker je bilo danes na okrogli mizi že povedano, ampak nekako bolj prepoznavnost kot vplivnost. Gre za to, da pač ljudje tiste, ki jih srečujejo, ne bo to preko časopisa, ne bo to preko raznih medijev, za tiste pač glasujejo, tistim podelijo glas, nekateri pa tudi v svojem okolju tako delujejo, da pač dobijo zadosti število podpore in potem so izbrani med 10 najvplivnejših. Mogoče bi lahko bili naslov 10 najbolj prepoznavnih ali pa tistih, ki so najbolj zaznamovali leto. Tako da dejanski vpliv pa širimo za svojo besedo. Torej tisto, kar danes povemo ali pa kar povemo skozi celo leto pri svojem delu, tisto ljudje slišijo in iz tega izhaja lahko vpliv na spremembe. Veste, kaj me še zanima? Se vam zdi prav, da se tožilci izobražujejo v prostorih, katerega lastnika preiskujejo? Nedvomno, danes je bilo nekaj govora na tej okrogli mizi tudi o spoštovanju sodstva in je gospod Klemen Jaklič lepo opozoril na zunanji videz nepristranskosti. Tudi tožilec mora biti pač pri svojem delu nepristranski in mora tudi navzven ljudem delovati, da je nepristranski. Zdaj že iz vas bo vprašanje izhajati, kot vi seveda to sprašujete, se že vidi, da imate nek dvom v to, ali je to prav ali ni prav, in vkolikor seveda več ljudi to pomisli, potem seveda to logično že pomeni, da dvomimo v njihove odločitve in v njihove postopke in to seveda ni prav, zato si tega ne bi smeli dovoliti.